Vstal bom in se bom predstavil na sredino med gospoda ministra in gospoda direktorja. Gospod minister je izredno lepo že predstavil, kakšna je pomembnost, torzijska pomembnost smuči. In z dvema zelo, se pravi, pripomočkoma, kot sta papir, bom zdaj ponazoril, kaj pomeni torzijsko stabilnost pri smučki in kako to torzijsko stabilnost dosežemo z Waveflex tehnologijo. Med te dve šalici bom stavil navaden kos papirja, ki nima Waveflex oblike oziroma nima oblike valov, ampak je raven in na ta papir postavim tretjo šalico. Se pravi, ta papir torzijsko ni stabilen in to, kot je primer pri navadnih smučeh, medtem ko pri smučeh Speedwave, kjer je zgornja površina jasno vidna in oblikovana v tako obliko valov, postavimo papir na sredino in šalica stoji. Mogoče eno vprašanje. Katja Lenart Vest. Me zanima, kakšno je povpraševanje po tej seriji iz slovenske smučarske reprezentance. Naši profesionalni športniki, smučarji, že kaj sprašujejo? To je zanimivo vprašanje. Mislim, da se slovenska smučarska reprezentanca ukvarja z nekaterimi drugimi stvarmi ta trenutek in mogoče gospod Križaj lahko povedal več o tem. Smuči Speedwave niso namenjene smučarjem, ki merijo stotinke. In se dejansko v teh tekmovalnih razredih ne dajo primerjati z specifičnimi slalom ali veleslalom smuči. Te smuči so namenjene dobrim in vrhunskim rekreativnim smučarjem, ki smučajo tako v kratkih kot v dolgih zabojih. In primerljivo z ostalimi smučmi, ki so na trgu v tem razredu, tako imenovanem all-round oziroma cross, je njihova, se pravi, uporabnost smuči Speedwave precej širša. In to je bistvo teh smuči. Se pravi, ta mehka upogibnost, ki omogoča izpeljavo kratkih zavojev, prijazno smučanje, enostavno smučanje in pa potem torzijska stabilnost smuči za doseganje višjih hitrosti oziroma za stabilnost in tisto varnost, občutek varnosti na strmih in poledenelih terenih. Manjši oziroma bo razumljen kot nek benefit. Če bojo seveda te projekti v redu. Mogoče bi jaz še dodal, proces oblikovanja ni bil